Današnja razprava na Gospodarski zbornici Slovenije, v organizaciji Zbornice kmetijskih živilskih podjetij in Društva za marketing Slovenije bo potekala na precej aktualno temo, o kateri se v Sloveniji veliko govori, to je samooskrba oziroma preživetje slovenskih blagovnih znamk na slovenskem trgu. Preživetje slovenskih blagovnih znamk pomeni tudi preživetje slovenskih predelovalcev in ne nazadnje, ne smemo pozabiti tukaj na izredno številno primarno verigo, se pravi kmetijska podjetja in pa kmete same. Tako da govorimo o eni izredno pomembni tematiki, sploh če pogledamo na to, kaj se dogaja v Evropi zunaj nas, dejansko se formirajo zelo močni stebri, ki trgujejo z surovinami, bodisi so to močne multinacionalke, velike multinacionalke, bodisi so to veliki trgovci za surovinami, velike države, ki so velike porabnice surovin in ne nazadnje tudi trgovci sami, ki so postali trgovci z surovinami. Tako da vse to vpliva še posebej na majhne države, kot je Slovenija, in če se ne bomo zorganizirali sami, če ne bomo nekako prepričali potrošnika, tako za varnostjo kot kakovostjo in za kratko verigo, da je to izredno pomembno, da na koncu to, kar mi predelamo, kupijo tudi oni, potem ne vem, kakšna zgodba se piše Sloveniji. Vsekakor se bomo vsi trudili, da bo ta zadeva boljša, kot je bila do zdaj, in to so že dokazali nekateri dogovori, ki pa so seveda v nekaterih zadevah še črke na papirju, ampak vse to je evolucija in mislim, da bo slej ko prej tudi marsikaj od tega uresničeno. Ne nazadnje je potrošnik tisti, ki je ključen pri izbiri kateregakoli izdelka ali blaga. In zato mislim, da je primarna naloga to, da dvigujemo še naprej zavest slovenskih potrošnikov o tem, kaj pravzaprav pomeni slovenska prehrana. Slovenska prehrana je kakovostna, je okoljska zaradi tega, ker je pridelana pod kontroliranimi pogoji, ker so kratke transportne poti in pa ne nazadnje je tudi praviloma dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Res pa je, da se moramo proizvajalci v zadnjem času prilagajati tudi tem težjim kriznim razmeram. Dejstvo je, da vedno več potrošnikov kupuje cenejše blago, zato smo tudi slovenski proizvajalci prisiljeni proizvajati izdelke v praktično vseh cenovnih razredih. Na današnjem srečanju želimo v okviru Društva za marketing Slovenije predstaviti raziskavo Trženjski monitor, ki se ukvarja predvsem z odnosom porabnika do spremembe, seveda v tako gospodarskem in siceršnjem okolju. Porabnik sporoča, da se ga recesija osebno dotika, kar 77% je takšnih slovenskih porabnikov, ki menijo, da je temu tako. In znotraj tega seveda tudi skušajo v skladu s svojo kupno močjo, finančnim položajem, tudi varnostjo delovnega mesta odreagirati z vidika nakupnih navad in njihovih sprememb. Tisto, kar sporoča slovenski porabnik, je to, da je seveda vse bolj načrten, vse bolj premišljen v svojem nakupu, vendar pa tudi vse bolj cenovno odziven, zelo lahko rečemo sprejema in hkrati zaznava vse ugodnosti, posebnosti, ki jih nudijo ali trgovci ali ponudniki v ozadju in seveda v tem smeri skuša sporočiti tudi nazaj ponudnikom in trgovcem, kako pomembno je, da čim bolj vsebinsko zaokroženo, celovito sporočajo seveda, kaj je kakovost tistega, kar kupujejo in zakaj takšen cenovni nivo. Tisto, kar smo pa dodali v tokratnem merjenju Trženjskega monitorja, pa je tudi samooskrba. Zakaj je prišlo do tega področja raziskovanja prav v sled nastali krizi, prav v sled tudi seveda varčevalnih ukrepov in sicer nas je zanimalo, kako porabnik seveda pa zdaj sam gleda na to z vidika oskrbe. No, in več kot 70% Slovencev meni, da seveda se ukvarja samooskrbo, nekateri bolje, nekateri manj, seveda tudi odvisnosti od regije, v kateri se nahajajo, vendarle pa nam ta podatek kaže, da na nek način ohranjamo to kulturološko danost, naravnost okolja, v katerem živimo, po drugi strani pa je to verjetno tudi sporočilo te preudarnosti, racionalizacije in seveda na drugi strani spremembe nakupnih navad porabnikov. V raziskavi tudi vedno preverimo, ali se porabniki čemu in koliko se odrekajo. To je spet posledica tistega začetnega vala krize še iz leta, seveda koncem leta 2008-2009. No in tokratnem merjenju nekaj manj porabnikov trdi, torej
gre za mnenjsko raziskavo seveda, da se odrekajo čemurkoli. Takšnih je tokrat 48%. Vendarle pa znotraj kategorij, ki jih naštevajo, najprej ali pa na prvo mesto seveda postavijo obleko obutev, na drugo mesto dopust oziroma priboljške z vidika aktivnosti, na tretje mesto pa kar visoko z 12% hrano in pijačo. To pa je seveda lahko tudi že znak te racionalizacije, te preudarnosti v potrošnji, po drugi strani pa tudi lahko rečemo odzivnosti na situacijo in seveda ponudbo, kateri se skušajo trgovci in ponudniki prilagajati. Lahko tudi celo rečemo morda, da je to na nek način postal nov DNK porabnika, namreč nič ni ali pa zelo podobno je seveda tudi v državah okoli nas in tudi povprečni globalni porabnik sporoča, da seveda želi biti ne le informiran, ampak seveda na osnovi vsega tega, kar pridobi kot informacijo, tudi preudaren v svojem nakupnem odločanju. Morda je še za poudariti seveda to, da je pa porabnik hkrati vse bolj kompleksen. Kompleksen v smislu svojega odločanja, pripravljen se peljati seveda od trgovca do trgovca, ponudnika do ponudnika, z vidika tudi teh ugodnosti, ki jih ponuja. Hkrati pa seveda želi sporočiti tudi nazaj ponudniku vse o tem, kaj pravzaprav preferira, kakšne so njegove preference. In tukaj pa je še priložnost tako za trgovce kot ponudnike, da s svojimi poslovnimi strategijami, predvsem trženjskimi koncepti, se približajo posameznemu segmentu porabnika. Vse bolj se bomo razlikovali, očitno tako je, temu sled, kar se nam dogaja na ekonomskih in sicer družbenih spremembah, in prav zaradi tega je ta na nek način tudi individualnost spremljanja porabnika postala vse bolj pomembna.